Po tej nesreči, to je bila huda prometna nesreča, v kateri je bilo zelo malo možnosti, da bi preživeli 3 fanti, ki smo bili v Fičotu takrat. In sva 2 preživela. Ne. Jaz od takrat naprej si ne morem svojega življenja v resnici lastiti. Zato, ker je to res druga priložnost. Jaz nimam nobene pravice pravzaprav več do življenja od tam dalje. Jaz sem tam zgubil vsako šanso. In lahko sam govorim o tem, da je življenje milost. Sploh teh depresij jaz ne morem niti največjemu nasprotniku svojemu ali pa potencialnemu sovražniku ne morem privoščiti. Nikomur. Tako grozen je to v resnici. Ampak ja, nekaj truditi se je treba biti boljši človek celo življenje do konca. Ni druge. Danes je z mano v studiu Žiga Valetič, pisatelj, scenarist, publicist, prevajalec in grafični oblikovalec. Na videz se poznava s srednje pedagoške šole, danes je to gimnazija Ledina, bila so v paralelki. Takole bom najprej s tem začela. V tvoji knjigi Vidno, nevidno si napisal: pišem, da bi kot oblikovalec knjig vedel, kako težko je služiti s pisanjem. Delam kot kritik, da bi kot pisatelj vedel, kako težko je napisati dobro knjigo. Urejam jih, da bi kot kritik vedel, kako težko je kritizirati nekaj, za kar si se iskreno trudil. Prodajam knjige, da bi kot urednik razumel, kako težko je knjigo poslati med ljudi. Kupujem knjige, da bi kot prodajalec vedel, kako težko je nekoga navdušiti za upapirjene besede. Pa še 2 misli. Večno tehtanje in premlevanje, kam vlagati trud in kam ne. Glede na to, kaj vse počneš. Pa tudi zdravilna duhovnost spanja, džeza, kolesarjenja, vrtnarjenja in kuhanja. Kako ti uspe početi vse to? Plus še kaj, kar sploh nisem povedala. Ja, s temi zdravilnimi stvarmi, torej živjo Mateja najprej in vsi ostali. Ja, te zdravilne stvari, se pravi kolesarjenje, spanje, tudi meditacija, poslušanje glasbe, kakšne aktivnosti z družino in tako naprej. To je tisto, s čimer potem v bistvu razbijaš kortizol, ta stresni hormon, ki se kopiči v delu in da si potem v bistvu nekako sestavljen in se vrneš k delu sestavljen in tako naprej. Skratka, to se z leti naučiš tudi s kakšno pregorelostjo vmes, pa s kakšnimi napakami, pa preveč dela, pa premalo spanja. Potem, z leti ugotoviš, da rabiš spanje, da je spanje v bistvu sproža v možganih najboljše droge, naravne droge, ki jih ne moreš zunaj nikjer dobiti. Eno krasno knjigo sem prebral, Zakaj spimo. In ta knjiga te tako, napsihira v to, da ga ne smeš srati. Zato, ker te čakajo in Alzheimerji in ne vem kaj še vse, če ne spiš dovolj. Gre za čisto biološke stvari in tam so tako zelo dobro pojasnjene. Skratka, ja, in potem začneš zavestno delati. Res pa je tudi, da v bistvu z leti, zdaj sem star 52 let, z leti si tudi bolj učinkovit, bolj fokusiran, bolj veš, kje ne izgubljati energije tudi med samim delom. In si nekako, ne samo, da si hitrejši, tudi bolj kakovostno delaš, tudi boljše delaš. Tudi več izkušenj imaš. Več izkušenj imaš, tako da v bistvu tisto garanje, ki je bilo, v 30 letih, pa 40, v bistvu niti mogoče ni potrebno. Tako da jaz v resnici v 6 urah intenzivnega dela, ko sem ko buldožer, naredim 2-krat to, kot sem naredil pred 15 leti, recimo.
in potem mi ostane čas še za to, da grem na kolo, recimo. Zdaj, ko si omenil številko 15, sem se spomnila, da si rekel, da si zdaj na knjižnem sejmu in da si pripravil zdaj 15 knjig, ki pred knjižnim sejmom različne založbe izdajajo, tik pred zdajci hočejo, da pridejo knjige ven. Tako da 15 knjig, wow, kot grafični oblikovalec. Tako je, ja. Kot grafični oblikovalec sem, mislim, da okrog 1200 knjig poslal v tiskarne. Wow. V zadnjih, 25 letih, 30. In delam z mnogimi založbami in seveda to je tako, naredim v enem letu 50-60 knjig in tako vse se zgosti v tem obdobju pred knjižnim sejmom, septembra, oktobra, novembra, je treba vse pripraviti čez poletje, pisateljice in pisatelji, prevajalke, prevajalci, ilustratorke, ilustratorji delajo svoje in urednice in uredniki in tako. Založbe, skratka, in potem konca avgusta jaz dobim te materiale in jih je treba predelati v knjige in pač potem še natisniti, seveda. Tako da ta teden, ko je pa knjižni sejem, je pa potem nek praznik zame, pa dopust, vsi garajo, prodajajo od jutra do večera in 7 dni, kar sploh ni lahka. Jaz imam pa v bistvu pauzo, oziroma drugim stvarem rečem time out. In v bistvu pol hodim na sejem, se pogovarjam z ljudmi, pogledam, kje so te knjige, ki smo jih naredili, grem dogodke poslušati, srečujem znance in znanke in to je to. Ja. Kaj te je spodbudilo, da si se podal na pot notranjega iskanja? Ja. Mislim, mene so spodbudilo v bistvu zelo akutne stvari, akutne depresije, ki sem jih imel v rani mladosti, se pravi po 19. letu, ko sem imel prometno nesrečo, sem nekaj let se spopadal s hudimi depresijami, oziroma tudi nihanje v razpoloženju, mogoče bi se lahko rekel manična depresija oziroma bipolarna motnja, temu danes rečemo. Skratka, vzponi in padci so bili izjemni in depresije so bile grozne in nekako mi je življenje razpadalo. In sem moral nekako prevrednotiti samega sebe. Tudi moj odnos do ljudi, do deklet, če tako rečem, ker sem bil najstniški, playboyček in marsikatero, tega se spomniš, marsikatero napako naredil. To je zanimivo, no? Sem lih prej razmišljal, v bistvu, ko si potem v 30-40 letih, pa se spominjaš teh stvari, pa si misliš, to je prazgodovina. Pa si pa po 50. se pa ta prazgodovina tvojih najstniških napak kar začne malo vračati. In začneš se bolj intenzivno spominjati tega, mogoče tudi zato, ker imam hčerko, ki je najstnica, ne? Pa si mislim, da spozna enega tazga, ki sem bil jaz. Skratka, ampak potem si rečem, to je tudi posledica tega najstniškega obdobja, ko prednji možganski čelni reženj ni razvit, pol tam najdem, v znanosti iščemo izgovore. Ampak pač nekaj truditi se je treba biti boljši človek celo življenje do konca. Ni druge. Takrat, torej v tistih depresijah je bilo to, sem bil tudi zelo suicidalen, no. Skratka, bilo je tako, da sem, da bi najraje umrl, ne. Saj ne, da bi, nisem nikoli razmišljal o tem, da bi naredil ta korak, ne, da bi se hotel ubiti, ampak stanja so bila tako obupna, to je bilo, te epizode depresivne so bile grozne, ne, pa panični napadi, pa tako naprej, ne, in nekako imam srečo, da se je to poleglo. Po nekaj letih se je poleglo, to ne pomeni, da nisem imel pol več nobenih težav, saj kdaj pride kakšna tesnova, pa žalost, pa tako, ne, ampak da bi pa tako bilo, kot je takrat bilo, pa ne več, ne. In nekako sem imel srečo, da sem prišel ven iz tega, kljub temu, da nisem tablet jemal, da nisem imel psihoterapije, nobene psihoterapije neposredne. Res pa je, da sem poslušal enega možakarja, Prem Ravat,
ki je predavatelj, zdaj že več kot 50 let potuje po svetu, je pilot, na večino prireditev gre z letalom, on pilotira. Letos je bil v Cankarjevem domu, med drugim tudi, ker je šla knjiga Dih njegova. In ja, tisto sem poslušal in nekako sem tudi v resnici pričakoval, da se mi bojo stvari popravile, pa se niso. Ne. Enostavno vidiš, da noben drug ne more narediti nekaj, kar moraš sam narediti. In sem moral delati, na sebi zelo, zelo intenzivno, ker je šlo za dih. Ne. Mislim, enostavno je šlo do teh paničnih napadov, ker niti dihati več ne moreš, ker ti zmanjkuje diha, ne. Tako grozno je. Tako da marsikaj je bilo, ne. In moral sem dejansko spremeniti neke navade, paziti, začeti na alkohol, ki je v naši družbi sploh takrat je tudi bil med mladostniki strašno priljubljena zadeva, ne. In smo se vsi tega udeleževali. Moral sem začeti bolj zdravo paziti na svoje duševno zdravje, no. Na mnogo načinov. In to je bil pač neka žalostna stvar. Nesreča je bila, v nesreči sem izgubil svojega najboljšega prijatelja, bil sem sokriv, no, tako da malo povem kontekst, ker je potem s tem povezana tudi neka občutek krivde, pa marsikaj, ne. Saj takrat niti nisem dobro vedel, skozi kaj grem, ne. In tudi ni se niti govorilo o duševnih stiskah prav veliko takrat. Ni bilo niti nevladnih organizacij na tem področju. Ljudje so doživljali kakšne stiske, ampak ni bilo knjig o tem, ni bilo, da bi se, ne vem, takrat je veljalo, če si, ne vem, če imaš duševne težave, si pač nor, si za na polje in konc, ne. Ne boš dobil ne službe, ne družine, ne, konc je vsega. Konc življenja zate, ne. Neka stigma, ne. Potem se je to v bistvu spreminjalo tudi v družbi, no. Našel sem pa, torej skozi te besede Prema Ravata, pa skozi tehnike meditacije, ki jih on ponuja, sem vendarle našel več in več miru. A ne. Hkrati sem pa razvil ustvarjalnost. Ne. Že v mladosti me je in poezija zanimala in filmi in kultura nasploh, ne. Glasba sploh. Potem sem pa še sam začel delati na tem še bolj intenzivno, no. Tako da potem sem pač tudi začel pisati, kaj prevajati in tako naprej. V eseju, ki je na koncu te knjige, ki sem jo prej omenila, Vidno, nevidno, in je izšel najprej v literaturi, v reviji Literatura, si opisal srečanje s svetlobo, svetloba z velikim S si napisal, potem izgubo stika z njo, bolečino, hrepenenje, depresijo in pa spet vrnitev svetlobe in te cikle, ponavljanje teh krogov. Kako to razumeš zdaj in kaj si med temi česa si se pravzaprav učil in kaj si preobražal? Sklepam, da je bila to res tvoja zgodba, ne, da ni bila fiktivna. To je vse, to so pač nekak faze te neke bipolarne motnje, bom rekel, iz manije v depresijo, čistko. Tam sem jih probal opisati, tako kot sem jih doživel, pač, ker je to vendarle na neki ravni abstraktno. To so stvari, ki jih ne vidimo. Ne, zanimivo je, ko sem se s prijatelji pogovarjal, kdaj pa so rekli, pa saj mi nismo videli, da si ti depresiven ali kaj. Tako, ne. Težko, mislim, to so stvari, ki so notranje. Ne. Človek ima zunanji in ima notranji svet. Včasih sta v interakciji, včasih pa popolnoma nič, ne. Kaj je bilo vprašanje? Česa si se med temi nihanji učil pravzaprav? Joj, jaz mislim, jaz takih nihanj v bistvu, oziroma sploh teh depresij, jaz ne morem niti največjemu nasprotniku svojemu ali pa potencialnemu sovražniku ne morem privoščiti. Nikomur. Tako grozen je to v resnici. In ne vem, česa sem se učil. Hočem reči, da je to tako obupno, da
v resnici niti nočem, da bi to bila šola. Za karkoli. Si mogel biti pa blazno močen, da si prišel sam ven iz tega. Oziroma, Ja, s pomočjo ne vem, teh meditacij. čeprav jaz se počutil, da ravno, če kaj nisem močen, ker sem šel čez to, ne. Ni tako. Ampak ne pride vsak ven. to hočem Ja, ne reči. pride vsak ven, tega se pa danes zavedam. Ja. Tega se Marsikdo pa, ne pride. ja, Ja. tega se pa danes zavedam. Tako da to je bila notranja moč, ne glede na vse. Ti je bilo Možno. namenjen, da... Možno, ne vem, to je neka milost. Ja. Da težko kakršnokoli zaslugo pripišem sebi. Ne morem. To je milost. Všeč mi je tudi Manca, ker sem pač povezan bil z Manco in urejam te njene knjige in to. Tudi ona je tako pisala, ne, da ti ne moreš nič narediti. Ne. Milost pomeni, da ti pravzaprav, da ti je nekaj podarjeno. In ne vem, jaz po tej nesreči, to je bila huda prometna nesreča, v kateri je bilo zelo malo možnosti, da bi preživeli 3 fanti, ki smo bili v Fičatu takrat, in sva 2 preživela. Ne. In nekako je, mislim, jaz od takrat naprej jaz si ne morem svojega življenja v resnici lastiti. Zato, ker je to res druga priložnost. To, jaz nimam nobene pravice pravzaprav več do življenja od tam dalje. Jaz sem tam zgubil vsako šanso. Ne. In lahko sam govorim o tem, da je življenje milost. Zato, ker ta moja druga faza življenja, ki zdaj na srečo traja že več kot 30 let, je pač milost. Ne. To ne pomeni, da nisem še kdaj neumen, pa delam kakšno neumnost, pa kaj neumnega rečem, pa napišem, pa tudi komu kaj slabega naredim, ne hote. Ne. Ampak v resnici pač ja, hočem delati dobro v resnici. Ne. To, kar si rekel, da je življenje milost, v bistvu se zavedaš nečesa, česar se večina ljudi ne zaveda, pa bilo dobro, da bi se. Ne. Jaz mislim, da je za vsakega v resnici milost, ja, ampak nažalost šele v kakšnih tragedijah pridemo do teh spoznanj. Ali pa tudi ne pridemo vedno, ne vem. Ampak ja, nažalost včasih so potrebne tragedije, da se ljudje spomnijo, da je nekaj vredno. Ne. Saj ljudje, tako kot jih začnejo vojne, jih tudi končajo, ker jih imajo dost. Ni tako, da, ne, mislim, tako da, ko razpravljamo o tem, kakšna je človeška narava, a smo pač slabi, pa težimo k dobremu, ne, jaz mislim, da imamo oboje, no, da se pač v nas bije ta bitka med dobrim in slabim v resnici. Zdaj pa, in da se učimo celo življenje in pač zares biti dobri. Ne. Ja. Moja prijateljica Dominika, prijatelj, je napisala: v pesmih se izgubimo, da bi se znova našli bolj resnični. Ti je poglobljeno branje pesmi pomagalo bolje spoznati sebe? Kaj dobiš v mistični poeziji? Zakaj te je to pritegnilo, da si začel raziskovati? Recimo Rumija, ki si ga zbiral v londonskih knjigarnah skozi leta. Ja, takrat v bistvu pri nas ni bilo nič Rumija. Ne. Jaz sem ga zato prevajal, ker sem hotel videti, kaj se zgodi v slovenščini, če tako, bom rekel, radikalno ljubezen, ki je v pesmih, probaš v slovenščini izraziti. To mi je bil potem čist pesniški izziv. Ves čas. Ne. Sem pa poezijo vedno imel rad. Ne. V resnici najprej sem imel rad skozi popularno glasbo. Ne. Jaz znam na tisoče pesmi na pamet, popularne glasbe. Ne. Od malega sem obseden bil z glasbo, to je bila moja prva ljubezen. In potem sem tudi še kakšno knjigo napisal potem in tako. Še vedno berem vso poezijo, ne samo mistično poezijo. Ampak v mistični poeziji se pa združi, nekako je to nek spoj umetnosti in duhovnosti.
In je to neko križišče, ki je meni strašno ljubo. In na enak način je to stvar čutila Manca Košir. Ne? In tukaj sva bila midva nekak zaveznika in prijatelja in sva marsikaj potem skupaj doživela, no? v tem smislu. In v resnici je ta učitelj Prem Rawat, je včasih citiral Kabirja ali pa Gibrana na kakšnih svojih prireditvah. In takrat sem postal pozoren, a to obstaja, nisem vedel, star sem bil 19-20 let, ko sem to slišal. Sama duhovnost me niti ni zanimala in me tudi danes ne zanima zelo veliko, bom rekel, duhovnost, ker duhovnost je nek kaos, idej, kaos, ezoterike, ne vem česa vsega. Ene stvari so mi zanimive, so mi blizu, ene stvari so mi odvratne. Tako, vse živo je, pa pride pod ta golaž, ki mu rečemo duhovnost. Ne. Tako da v bistvu imam tako distanco malo do tega. Oziroma imam neko svojo notranjo verzijo, ki tudi verjetno težko sploh pojasnim komu. Kadarkoli sem jo probal, nisem po mojem kaj dosti dosegel. Se mi pa zdi, da skozi poezijo, skozi mistično poezijo se to najbolje zgodi, no? Ker je tudi umetnost. Mislim, umetnost je zanimiva. Umetnost je v resnici odtis resničnosti. In zdaj, če vzamemo, zdajle jesen, pa so lepi listi zunaj, ne? Iz teh listov lahko delaš krasne stvari. Ne vem, v otroškem vrtcu vzamejo liste, pa delajo odtise, a ne? Ali pa recimo daš list iz drevesa na list papirja in potem okrog packaš in potem to dol vzameš in je tako krasen odtis, bel odtis lista recimo. In so to take lepe slike. Ne? In zdaj pri umetnosti je vprašanje, kje bomo ostali? Ali nas bo zanimal ta list, ti odtisi, ali nas bojo zanimali resnični listi na drevesu? Kaj je zdaj bolj resnično? A so odtisi bolj resnični ali je drevo bolj resnično? In skratka, umetnost obožujem, ne? Ampak se zavedam tudi njenih omejitev. Treba je tudi do lista iti, treba je tudi do drevesa iti, treba je tudi v naravo iti. Na eni ravni tako in na drugi strani tudi, če govorimo o mistični poeziji, je mistična poezija odtis nečesa, kar je pa izkustvo, kar je pa doživetje. In je zelo težko to ubesediti. To so besede o neobesedljivem. To je poskušati definirati nekaj, česar ne moreš definirati. Ampak je vsem dobro, da se vsaj poskuša definirati. Nekateri to radi delamo, ne vem zakaj. Nekateri imamo to željo in potrebo, da probamo. Ker res pa je, da nas ta mistična poezija tudi spomni na neke melodije v nas, na neke harmonije v nas, oziroma zabrenka na neke notranje strune. A ne, odpre nekaj v nas, kar tam je, pa če nihče ne zabrenka, pol se zvok ne zgodi. Ne. Tako da ima tudi mistična poezija svoje meje in ima svojo, bom rekel, svoj smisel. Skratka, to je konstantno neka igra notranjega, zunanjega, resnice in odtisa te resnice. Ne. Tako da tukaj pravzaprav uživam, no, v tem dogajanju uživam. Tudi ko pišeš. Ja. Ko v bistvu to vidno, nevidno so tudi taki mistični utrinki, ne, tvoji lastni. Ja, pač neka občutja, neka stanja, več kot misli. Ne. Najprej sem hotel dati naslov v tej knjigi Več kot misli. Ker meni je smešno, ko reče, ok, to so pa zdaj modre misli. Misel je misel, ne. Misel je težko sama po sebi modra ali pa zanimiva. Hočem, da so več kot misli. Ne. Misel je pač razum. Tukaj jaz hočem pa več kot to. Razum je matematika in
imam ful rad matematiko. Hčerki govorim, lej, če boš imela ti rada matematiko, bo imela matematika rada tebe. Všeč mi je matematika, ne? Ampak ima svoje funkcije, ne paše povsod, paše v matematične sfere, ne? Medtem ko navznoter pa ne pomaga prav dost ta razum. Ovira je celo, ne? Ovira je, ne vem, če ovira, ki gleda čisto drugo smer, ne vem, če ovira. Mislim, da tega ne čutim tako, sam drugo funkcijo ima in je čisto drugim stvarem namenjena. No, tako. Hočem reči, ko greš noter vase, pa če ti skozi misli švigajo, te ovira, to sem hotel reči. Če hočeš meditirati, recimo. Ja, pol seveda. tja ne paše. Ja, pol v bistvu je boljše, da imaš te misli kot neke oblake, ki pridejo in grejo in pač jih pustiš tam gor. Ne. Hafiz v pesmi pravi: pesnik je nekdo, ki v skodelico nalije svetlobo in z njo napoji tvoja lepa izsušena sveta usta. Iz nevidnega zna narediti vidno, lahko rečemo. Kaj te privlači pri mistični poeziji? Kako te pesmi napojijo tam, kjer si izsušen? V bistvu, ja, mislim, to je ful dobro vprašanje. Zato, ker recimo v Tao Te Chingu je eno poglavje, mislim, da je 81 besedil tam in eno je namenjeno praznini. In praznina je v bistvu zelo koristna. Se pravi, najbolj koristna vaza je prazna vaza, a ne? Ker potem lahko daš nekaj vanjo. Čim je nekaj že v njej, potem nima te koristnosti oziroma je samo za tisto koristna, kar je že v njej. Ko je pa prazna, je pa dobra, ne? Je pa koristna za več, za karkoli v bistvu. Potencial je pa vse odprto. Ja. Tukaj je pa v bistvu, jaz mislim, da se vse začne pri hrepenenju. Pri neki notranji žeji, ki obstaja mimo tega, kdo sem jaz kot osebnost, kaj vem, kaj ne vem, kateri jezik govorim, kako izgledam, kaj razmišljam. Tudi mimo tega, sem dober ali sem slab, ali kakšna so moja dejanja, ali sem bogat, reven, ali sem zafrustriran, ali sem ves evforičen. Enostavno, neka notranja želja je prirojena vsem ljudem. In v bistvu to mi poznamo pod hrepenenje, lepa slovenska beseda. Ne? In jaz mislim, da se tukaj vse začne. Da brez tega niti ne moreš pol razmišljati o nobenih doživetjih. Najvišje doživetje je potešitev hrepenenja, ampak najprej ga moraš čutiti, najprej moraš razumeti to hrepenenje, najprej ga moraš imeti v rokah. In to hrepenenje je zakopano pod mnogo plasti naših osebnosti, naših vsakdanjih bitk, dela, odnosov, vse sorte stvari, družbe, sveta, ideologiji, ne vem, kaj imamo, politiko, norišenca je tam zunaj, ne. In spodje pa neko hrepenenje. In to želim ohranjati, to me dela mladega, to me dela živega. Ne. A lahko to hrepenenje mečkom bolj definiraš? Smisel hrepenenje po presežnem, po Bogu, ali je to hrepenenje po tem, kdo si v resnici, ali vse to in še več najbrž? Tako, ne? Jaz mislim, da je čist primarno, da je to kot žeja po vodi ali pa lakota po hrani. Da ne rabi sploh označevalcev. V vsaki pijači je voda tista, ki nas zadovolji. Ne? V vsaki pijači je voda tista, ki nas poteši, to žejo primarno, fizično, telesno. Tudi v Pepsi-Coli, pa v vinu, pa v čemerkoli, ne? V borovničevem soku je v resnici voda tista, ki jo rabimo.
Drugo so pač, še minerali, pa še snovi, pa alkohol, pa ne vem kaj vse. Ampak tekočina je tisto, kar telo potrebuje. Brez tekočine bi telo propadlo v nekaj dneh. In to je tako nevtralno, kot je nevtralna voda, ki nima barve, ki nima vonja, ki nima oblike na nek način in nima okusa. Tako nevtralno jaz gledam na hrepenenje. Zdaj pa, če hrepenenje nima možnosti izpolnitve, potem mislim, da ostane neka melanholija, ki je lepa, ampak tudi žalostna. Če pa to hrepenenje ima možnost potešitve, potem pa postane sladko kar naenkrat. Tako jaz te stvari razumem. In eno pesem imam, ki se mi zdi, da je zelo pomembno, da je to izhodišče, ta praznina. Hrepenenje je v osnovi neka praznina. Mislim, je nekaj praznega v hrepenenju, tako bom rekel. Čeprav je poln občutek, ampak je v resnici neka odsotnost, neka praznina. In tukaj imam eno krasno pesem Otona Župančiča o hrepenenju. Ravno zato, da tudi malo razbijam, tako se mi zdi, da to mistična poezija, to tako vse o Božjem zveni, pa tako, ne, dajmo se zdaj o Bogu pogovarjati, ampak jaz mislim, da je to še bolj primarno, kot so te velike ideje. No. Pa bom kar prebral, če smem. Tiho, brez besed hodim s to skrivnostjo med ljudmi. In nikdo ne ve odkot, in nikdo ne ve zakaj, sije moje duši maj. Morda veš le ti, morda vem le jaz, morda ti ne veš, morda jaz ne vem. Kaj v polnoči, ko od tebe grem, roke stezam v mrak, hrepenenja poln neutešnega, nerazrešnega, in zakaj takrat vsakega objel, rekel bi mu brat, in zakaj takrat zvezde zagore nizko nad menoj, kot velike sladke rože nad menoj. Draga, kaj je noč in smrt, jaz je ne poznam. Draga, kaj je greh in kes, jaz ga ne poznam. Jaz poznam le svojo srečo in ljubezen svojo v duši in vse lepo Božje stvarstvo naokrog in velike sladke rože nad seboj. To je taka ena preprosta, nedolžna pesem, zbirka je Mlada pota, pač verjetno je napisal še, ko je bil zelo mlad. Ampak to je po moje nekaj tako bazičnega. Ok, tukaj je še ta moment, da je še njegova draga v pesmi, ne? Zdaj lahko tudi mogoče malo iz tega, ampak mislim, da je več kot to, ne? Ker ljubi vse Božje stvarstvo. Ne? Tako je v bistvu je vznesen, pa čeprav pravi, da je to hrepenenje, ki se ga ne da potešiti. Jaz mislim, da moramo uživati v tem hrepenenju, ko pride, da se moramo od njega učiti, ker je to nekaj, kar je izven časa in prostora, je nekaj izven naše osebnosti, to je drugi v nas, to je drugo v nas, ker nismo mi, ampak pride, ne? In smo pač, je povsod in je pol tudi v nas. Ne? Lepa pesem, ja. Ja. Sem tudi jaz prek nje začutila hrepenenje. Mislim, sem se lahko res uživila v to, kar je napisal. Ja. Kaj da bila tudi jaz še tako zelo mlada. Ja. To vedno preberem. Z Manco smo imeli enkrat smo v hostlu Celica, smo naredila 8. februarja, smo imeli mi branje mistične poezije v Celici. In vedno, kadar pač o mistični poeziji, ki je pogovarjam, prinesem to pesem, ker se mi zdi, da je to osnova vsega. Potem pa, seveda, to, kar pa potem pišejo Rumi, Kabir, Lala in Hafiz in tako naprej, ali pa tudi krščanski mistiki, ali pa ne, še marsikdo, so pa potem to, kako je, ko je to hrepenenje še potešeno. Potem je pa to božanska gostija življenje. Ne? Ampak notranja. In je to v bistvu, potem pa pridejo vse te pesmi ven. Ampak tudi oni pišejo o hrepenenju pretežno po učitelju ali pa potem, rekel, notranjem prijatelju, ne, po Bogu, če pod narekovaji. Eni ljudje imajo radi to besedo, eni jo ne morejo niti slišati,
Skratka, ampak ja, po nekem notranjem doživetju, bom rekel. No. Zdaj si omenil tudi krščanske mistike, pa sem pomislila na Daniela Ladinskega, ki si izdal 2 njegovi knjigi, Prepesnitev. Pa mogoče kar povej o njiju, no? Ja, Ladinski je specifičen. Zdaj, ja, specifičen je zato, ker je on pač tudi pesnik. In on je vse te stvari, ki jih je prevajal, jih je po svoje prevedel. Ni zelo stremel k temu, da bi prevajal neki izvirnik, ker ga tudi ni mogel, ker tudi ni poznal izvornih jezikov. To imamo tudi v slovenščini težavo s tem. Rumija v slovenščino nihče ni prevajal iz farsija, iz osnovnega jezika, v katerem je Rumi pisal. Tako da obstajajo pač prevodi prevodov, ki smo jih jaz pa še nekaj ljudi delali, ne, iz angleščine. Tako da ni to 100% dobro, ne, jaz se tega zavedam, in vsak tak prevod prevoda je neka interpretacija. Ne. Zdaj, ti moji prevodi so se nekako prijeli, če tako rečem. Enostavno Rumi, več kot 20 let je že v bistvu ta knjiga živa in ljudje jo še vedno posegajo po njej, skratka, jo kupijo še vedno. Ne. In očitno nekaj vseeno uspejo te pesmi zabrenkati na nekaj v njih, da gre naprej, ker nekih drugih knjig o Rumiju, ki so obstajali, jih ne vidim več nikjer. Ne. Skratka, nekaj more biti. No. Jaz sam težko presojam. Mi je pa to v osnovi bil pesniški izziv. Medtem ko Ladinski knjigi ki sta išli, sta Ljubezenske pesmi Boga, ta druga je pa Leto s Hafisom, so pa tako kar precejšnje predelave. V smislu, on tudi pripelje moderne metafore noter. On govori vmes kar malo o kakšnem mobitelu, pa tako pa o cestah modernih, pa železnicah, pa ne vem kaj, ne, ker jih v unih časih nič od tega ni bilo. Ne. Ali pa tudi kakšne zelo veliko erotičnih metafor on uporablja. Meni to niti ni toliko ljubo, ne. Erotika me je čisto ljuba, da ne pomote, ampak v tem kontekstu pa ne vem, če je to res potem Hafiz, ne. To me malo moti, ker ne vem, če je to res tako, ne. Se mi zdi, da so to njegovi inputi. No. Ampak če to vzameš tako, da je to preplet 2 pesnikov, je pa to krasna stvar, je pa to krasno za brati. Ampak moramo se zavedati, da to ni original Hafiz, ne. Pa čeprav je se zelo trudil in v bistvu zelo vestno zbiral vse Hafizove prevode v angleščino in jih potem po svoje zapakiral, in nekatere pesmi so čudovite. Yeah. So fantastične. Ne. Tako da, ampak bral sem pa tudi o tem, da se pa tudi arabski in pač pesniki in zgodovinarji iz muslimanskega sveta včasih malo jezijo, zato ker pridejo k njim, ne vem, ljudje in rečejo, joj, tale Hafizov citat mi je čudovit, mi bi ga na poročnih vabilih radi imeli. Ne. Dajte nam povedati, iz kje je, pa on pravi, to ni Hafiz, to je Ladinski. Ne. Tega ne bomo najdli pri Hafizu točno v teh besedah. Ne. Je pa res zelo lepo. Ampak tako da v bistvu pri mistični poeziji, pri prevajanju tega naletimo na marsikaj. Ne. Recimo, Kabir in Lala sta bila oba nepismena. Kabir recimo svoje pesmi pel svojim učencem z neko kitaro oziroma nekim brenkalom, z nekim glasbilom, in oni so potem si to zapomnili, pa kaj napisali, pa tako da to je potem šlo skozi generacije in generacije in ne, recimo moj prevod in se spreminjalo tudi. Ne. In so mogoče še ljudje malo dodajali, kaj odzemali, še malo izbrusali vse skupaj, ne, kaj vemo. Ne. Ampak so dobre stvari kljub temu. Ne. Jaz sem recimo prevajal Kabirja večinoma na prevodih od Tagoreja, recimo, pa tudi še kaj drugega. No. Pri Rumiju sem pa prevajal iz vseh sort, bom rekel, knjig in virov.
tisto, kar sem čutil, da lahko razumem, kar sem čutil, da bi rad poskusil ubesediti v slovenščini, ker to je res neka radikalna poezija v smislu izražene ljubezni, radikalna, ultimativno radikalna, bolj radikalno v izraženju ljubezni ne gre. In to mi je bil ta veliki izziv meni. Dati to v slovenščino in da vidim, kako to v slovenščini izpade. S tem, da za razliko od Lale in Kabirja, ki sta bila nepismena, je pa Rumi bil veleučenjak tistega časa. Namreč, on je bil sufi, ne? Ampak in sufijski mojster. Ampak kaj je to pomenilo v tistih časih? Sufiji so bili učenjaki tistega časa. To je bilo v bistvu akademski skoraj izraz. To je bila njihova šola, kjer so se učili o vseh stvarih tiste dobe. Seveda tudi o astronomiji, o stvarih vesolja, ja, in o stvarih božjih, ampak tudi o matematiki, o tisti znanosti, ki so jo do takrat razvili in tako naprej. In že njegov oče je bil sufijski mojster. In ko je on spoznal Šamsa, svojega učitelja, ki je bil nek popotnik, ki je prišel slučajno v ta kraj Konja, kjer je Rumi to predaval, je kar naenkrat ni mu bilo več do tega, da predava v tem sufijskem, bom rekel, učilišču. In njegovi učenci so fejst ponoreli. Tako da, ko sta se potem dolgo časa družila s Šamsom, on je nehal biti tam učitelj. On je sufizem zavrnil, zato da se je začel posvečati poeziji. In potem so Šamsa pregnali in čez nekaj let je on bil čist, ko hotel ga je nazaj in enega sina svojega poslal po Šamsa, da je pol Šams spet nazaj prišel in se je spet ista zgodba zgodila. Potem je pa Šams zavedno izginil in pač legende pravijo, da so ga Rumijevi učenci ubili. Skratka, to so zapletene stvari. Ni tako, mi ko slišimo sufi, je to smo, sam besedo slišiš, pa si že malo duhovno zamaknen. A v resnici je bil to nek akademizem tistega časa. Ne. On se je pa tudi od tega odvrnil na nek način, da je potem v bistvu bil v tem odnosu učitelj-učenec s tem Šamsom in je samo bruhala poezija iz njega. Želim pa to povedati v resnici, no, da se vrnem. Rumi je imel izreden besedni zaklad. On je bil pa jezikovno genijalen. Za razliko od Kabirja in Lale, ki sta bila nepismena, je bil pa on res en največjih pesnik človeške zgodovine, je Dželaluddin Rumi. Bil je učen in je imel za rokavom ogromno besednega zaklada, izrazoslovja, metafor, poznavanja zgodovine, poznavanje vsega, kulture, zgodb in je vse to upletal v svojo poezijo. Tako da ta njegov opus je neverjeten in jaz sem takoj za to, da nekdo to resno začne prevajati na resnejši način, bolj znanstven, bolj temeljit. Pač tukaj mi, ko te verze dajemo ven, pa prevajamo, pač nekaj delamo, ampak je to čist premalo za tega velikega pesnika. Pri Kabirju pa Lali pa ne bo kaj dosti bistveno boljš nihče mogel narediti, kot delamo mi, ko delamo prevoda, ker že indijski izvor je bil 100-krat predelan. Medtem ko pri Rumiju so pa to bistveno bolj eksaktne stvari. In tudi Hafiz konec koncev, tudi Hafizova poezija bi lahko bila bolj originalna. Jaz sem tudi rekel, da ko pride pa nek originalni prevodi, bom pa jaz mogoče svoje dal kar na stran, umaknil s trga, ker je pač to tukaj na trgu že več kot 20 let in rabimo bolj eksaktne stvari. Imamo pa srečo recimo s Kitajci pa z Indijci, no, gospa Vlasta Pahajner je krasno prevedla Bhagavad Gito že
leta nazaj in zdaj je nova izdaja pri založbi Sanje. Krasni prevodi, čudovit. Z ravno prav opombami, ne, ker včasih je problem pri teh svetih spisih, ne, če tako rečem pod narekovaj, da imajo, ne vem, en vers, potem pa 3 strani opomb. In zdaj se ti znajti, kaj ti pesnik hoče povedati. Ne. Jaz nisem pristaš tega, jaz želim bolj neposredno. Ne. Ampak ja, seveda, ko so pa stvari iz druge kulture, pa z drugega časa, rabiš pa tudi nekaj opomb, no. Nekaj dodatnih pojasnil. S Kitajci imamo veliko sreče. Profesorica Maja Milčinski je prevedla večino kitajskih tekstov, od Lao Tseja in tako naprej, kar nekaj. Mislim, da večino glavnih tekstov. Tako da ene stvari so, ampak ja, če pogledam 30 let, pred 30 leti, je bilo pa polje precej prazno. In lahko rečem samo to, da je Manca Košir bila tista, ki je spodbujala ves čas vse nas, da v resnici gremo po tej smeri. Ne. Tudi založba Kud Logos, recimo, ogromno dobrega izdaja. Ogromno mistične poezije, sicer bolj krščanskega izvora, ampak nima veze, mislim. So krasne stvari, no. Tako da, ja. Manca je tudi na naših predavanjih na novinarstvu take stvari govorila, je bilo prav znano potem. Meni je bilo to všeč, kakšne pa zelo motile. Vem. So mi prijatelji rekli, kaj nam spet tega Gibrana nosim preroka. Prerok je the best, stari, kva. Ti je bil že takrat všeč? Ja, prerok mi je bil krasen, ko sem ga takrat, ne, v tistih času, tistih stisk mojih, ne, ko sem prišel do preroka, me je to sezulo, ali pa do Hesijevega romana Siddharta. Ne. To jaz sem bil čist, paf od teh knjig, meni so bili čudovite. Prerok mi je bil sploh super, ker neke druge poglede prinesel tudi iz islamskega sveta, ne, ker on združi krščanstvo in islam in umetnost, konec koncev. Ne. Tako da v bistvu Gibran mi je super. Nori mož, knjiga, ki sem jo prevedel njegova, pa Pesek in pena, to sem prevajal pa iz angleščine, ampak je tudi te 2 knjige v angleščini originalno napisal. To pa ni bil prevoda, no. Vsaj neki. Prej si rekel, recimo Lalo, da najbrž ne bomo boljšega prevoda dobili. Tina Košir, Mančina hči, se je res tukaj zelo potrudila. Odlično delo opravlja in se tudi knjiga zelo lepo je našla bralke in bralce. Ja. Lepo se prodaja in sploh na začetku vem, da je bil cel boom. Ja, na začetku je pa res bilo, ja. Ko je, ja, bilo je par mesecev po smrti in nekako se je Tina takrat odločila, da bi to knjigo pa zdaj dala ven ljudem. Mislim, da je več kot 10 let prevajala. Samo en izvod je naredila za Manco in Manca si je želela, in da je na smrtni postelji, da je to bere. In tudi želela si je to sabo v grob odnesti. In tako so potem tudi naredili s tistim enim izvodom. Tina se je potem tako odločila, pa je bilo to avgusta, se rekel, a če pa kar zdaj to narediti. In sva sredi avgusta to naredila, ko so ljudje na morju, ko ni nič, ko ni novih knjig, ko ni nič. In ja, je bil kar boom, moram reči. Naročil je bilo toliko, da sem 2 tedna bil v pisarni in sem sam pakiral in pošiljal in sprejemal naročila in preverjal plačila in skratka, ja, bil je boom. Zdaj to ni to več najbolj tako. prodajena knjiga. Mislim, nisi imel tazga booma nikoli. Ne, tazga booma ne. Tudi založbe, ki imajo ogromen knjig, pa bistveno bolj odmevnih, pa tako resnejših, pa ne vem, so mi rekli, da 500 knjig sva prodala pač v tistem mesecu, ne. To v prednaročilih. To redko slišiš, da se zgodi. To na leto, ne vem, če 2-3 knjige v Sloveniji, tako, ne. Pa se je umirilo to, ne. Danes je, ne vem, če
3-4 na mesec se prodajo. Ne. Ampak ja, tisti, ki so želeli, so prišli hitro do njih. Ne. Tako da. Drugače pa ja, te dva rumija, ki sem jih prevedel, to pa v bistvu že več kot 20 let. In še zmeraj se prodajo na mesec, ne vem, 5 do 10 izvodov vsake od teh knjig. Ni veliko, ampak je skozi, konstantno. To ne usahne. In včasih, ko imam kakšno revijo, kakšno reklamo ali pa kaj takega, vidim, da tudi veliko muslimanov to knjigo kupi in bere, ker Rumi je njihov največji pesnik. Ni dvoma. Ne. Je pa tako, da je pa Rumi ni del kanona, se pravi del islamskega kanona. On je pesnik, se pravi, je to nek rahlo sekularni moment. Isto Hafiz. Hafiz, ko so prišli na oblast vedno, bom rekel, konzervativne struje, so tudi imel Hafiz težave z njimi. Ne? Ko so bolj liberalne struje prišle na oblast, tudi že za časa njegovega življenja, je pa spet lahko prišel ven svojo poezijo in on je bil tudi dvorni pesnik nekaj časa. Ne? Tako da neki vzorci so posod po svetu zgleda malo podobni. Hočem reči, da konzervativne struje, bom rekel, uradna, religiozna scena, tako na te mistične pesnike, tako vzame jih, kadar jih to prav pride, in jih zbrca, kadar jim to prav pride. Tako da v bistvu Rumi ni del kanona, je pa največji islamski pesnik in ga obožujejo ljudje in jih spominja tudi nasploh na kulturo islamsko, ne pa toliko na islam kot na vero, pa čeprav združuje v bistvu oboje. Hafiz, ki si rekel, so ga preganjali, kadar so ga prispodobe uporabljali. Tako da sem se prav začela pisati, ker je, mislim, da v uvodu pisali, to pomeni to, ne, za Boga je neka druga beseda, pozabila sem točno, vrtnica, pa ne vem, malo če poveš. Pa vino je sploh najbolj znana njegova pač ta beseda. Marsikdo to dobesedno jemlje, ampak vino je to, kar bi kristjani rekli sveti duh, kar je, ali pa bi rekli indici mana, ta pač notranji občutek zlitosti z Bogom, recimo, če tako preprosto direkt rečem. Ker si opit od Boga. In si opit, tako, intoxicated. Ne? In to je v bistvu, in potem je prodajalec vina, ali pa ta, ki ti daje vino, je učitelj tvoj, ali pa tako. In so morali s temi prispodobami pesniti, tako približno, ker so morali v socializmu šale govoriti. Vse malo drugačne in so pol med vrsticami brali zdaj. Vsi so vedeli, kva pomeni, ampak v bistvu izrečeno formalno je bilo pa nekaj drugega. Tako da v bistvu Hafiza je treba tako brati točno zaradi tega. Ja. A se mogoče spomniš, mislim, najbolj se prispodoba za Boga je kera? Vsega pa zdaj na pamet več ne vem. Ker jaz sem imela na disku napisan, se nisem kle napisala, pa so mi bile zelo zanimive, tako res. Prijatelje, ne? Mogoče Prijatelje. Ja, točno. Ja. Največkrat je prijatelj, se tudi Rumi, pa je prijatelj z velikim P, pa tako. Tudi Rumi tako pripoveduje, da spoznaj prijatelja. Te besede so delikatne, vse so tudi pri nas, Bog. Ja, dejansko ima marsikdo odpor. Tudi jaz sem imela nekaj časa, nisem bila krščansko vzgajana, ampak pa sem pa nekako sprejela to besedo kot presežno. Jaz nimam problema s tem. Ja. Ampak razumem pa tudi ljudi, ki ga imajo. In se mi nič narobe ne zdi, ker to presežno v resnici ne rabi imena. Je še zmeri presežno. Temu, kaj rečemo ali pa ne. In tudi dostop do izkušnje tega presežnega imajo lahko tudi ljudje, ki so ateisti in ljudje, ki nič ne dajo na besede,
ki imajo neko kulturno konotacijo vedno. Tako da v bistvu to ne bi smeli pogojevati, ker besede so razumska zadeva na koncu. Izkušnja pa ni razumska. In je to, niso niti potrebne. Zdaj sem se spomnila, ta moja prijateljica Dominika, prijateljka sem jo prej omenila, ona je verna, ampak je rekla zame, da sem najbolj verna oseba, kar jih pozna. In s tem je hotela reči, čeprav ne hodim v cerkev ali karkoli, najbolj, da ima občutek, da sem povezana iz njenega kroga, ne? Ja. Z nečim višjim, jaz ne hočem temu reči. Jaz poznam ateiste, ki živijo 1000-krat bolj krščansko življenje kot katerikoli kristjanka bo prišel razglašati zdaj, kako more biti. To so relativne stvari do neke mere. Pa hotela sem še reči, recimo za Ladinskega, ko si rekel, kakšni iz arabskega sveta, da imajo probleme s tem, da to ni original. Meni se zdi pa bistveno, da se dotakne srca, ne? Da ne govori o tebi nekaj. Jaz tudi mislim, da je to bistveno. Je pa tudi fair od nas založnikov, da povemo, kdaj je to tako, pa kdaj je to tako. To je pa nujno. Je pa prav, da to povemo, da je to jasno napisano nekje, da se razume, da so to vendarle interpretacije in predelave, da to vendarle ni iz izvirnika prevod. To pa nekako moramo. Ja. Mislim, ampak je že Trubar, ko je prevajal, to so bili prevodi prevodov. Spravi, tudi že prvo svetopismo v slovenščini, to je bil točno tako, prevod prevoda. Ne? Niso to je od nekdaj se pač tako dela. Še danes imaš marsikateri, so romani, ki so prevodi prevodov. Pa je sodoben roman iz kakšnih eksotičnih jezikov. Bolj je važno sporočilo, oziroma kaj prenašamo s temi besedami. Ne? Zdaj pa to je glavno. No? To se mi zdi primarno. Ljubezenske pesmi v Boga so se marsikoga dotaknile, ker sem tako skozi leta, jaz sem jih šele brala lani ali letos, mogoče letos. Ampak velikokrat sem slišala, dej, vzam to knjigo, preberjo. Nekako nisem prej, ampak mi je zelo všeč. Tako da se je tudi lepo prijela. Mislim, ta knjiga se je lepo prijela, res je. Manca Košir mi jo je takrat predlagala, ker je Neli Filipič v bistvu začela to prevajati, pa Miran Mehora. Skratka, in takrat so se z Neli spoznala, pa so imeli še razne stike, smo še sodelovali pri stvarih različnih, ampak fina knjiga, ljudje imajo radi. Je Manca ogromne reklame zanjo naredila, moram povedati. Ona je res vsako knjigo, ona je toliko ljudem pomagala, reklamirala knjige njihove. Mislim, to smo jo res toliko lahko vsi hvaležni. Marsikatere knjige ne bi bilo, marsikatera avtorica se ne bi tako razvil, kot se je, če ne bi ona spodbujala. In te ustvarjalnosti in sploh branja. Ne. Moram reči, tudi Zmajeva deklica, ki so jo z možem napisala, je tudi zelo lepo sprejela in tudi reklamirala in podarjala prijateljcem, tako da je rekla, da je sestrsko štafeto povzročila, ker so pol one naprej prijateljce dajale svojim prijateljcem, tako res. Moram jo prebrati. Ravno danes je moj prijatelj Klemen Lah napisal na Facebooku en krasen zapis o tem, ne vem, če si videla. Ne, nisem še. Lepo rekel je, da bo napisal. In je res Klemna zelo rad spremljam in sva prijatelja. In tako lepo je napisal, da sem rekel, okej, to je treba zdaj prebrati. Imam s sabo. A res? Napisal je tudi meni, mislim, še pred časom, da je res odlična knjiga, tako da sem bila vesela, ker nisem vedela, kaj od njega pričakovati, v katero smer bo šlo, ali bo ali ne. Za Manco sem
lahko sklepala, da je všeč. Ne vem, pa njega ne poznam toliko, kakšne knjige so mu všeč, kakšne ne. Tako da sem bila zelo vesela. Ja. Se veselim branja tega, kar je napisal. V kolumni v reviji Sensa, ki tudi pišeš kolumne, si napisal: besede iz mističnih izkušenj imajo moč, da rahljajo naše kalupe, vzorce, pretrda prepričanja in strah. Strah pred neizogibnim, pred praznino, ki to morda niti ni. Tina Košir je pa rekla, ko sem vaju enkrat skupaj poslušala v konzorciju: mistična praznina je občutek, da ni temeljnega manjka, hkrati pa je polna vsega potenciala. Se prej si že govoril o praznini, ampak kako jo ti doživljaš, če ni pretežko vprašanje? Ja, tako kot sem nekako rekel, no, v bistvu je potencial, ja, praznina je potencial. In v bistvu je za prisluhniti, tako kot tišini. Zato, ker je v njej ker v njej najdemo potem neko svobodo, neko odprtost, neko pač to hrepenenje, možnosti so tam noter. Moramo se vračati k temu. Se pravi, ne da prehiter napolnimo, ne da prehiter gremo potešiti to. Gremo potešiti s tem, z onim, s tretjim. Ta svet ponuja mnogo stvari, s katerimi bi lahko potešili praznino. Ampak včasih je pa dobro pustiti ta svet malo zunaj, malo na strani, pa reči, dajmo se zdaj malo s to praznino ukvarjati. Dajmo malo prisluhniti tej tišini, samoti, temu niču. A je res tako prazen, ne? Ker tudi mir, ko doživimo mir, ljudje ne vejo, kaj je to mir, kaj je mir. Ne? Mir pomeni, da ni nič. Ja, ne, ni res, ne. Mir ni nič. Mir je nekaj. Mir ni, ko se vse ustavi, pa ko vse utihne, pa ko vse obmiruje. Zdaj pa mir, ne, ker se nič ne dogaja. Ne, mir je entiteta sama zase. Je neka notranja krogla žareča, če provam zdaj v neko, mogoče, ne vem, pa nepotrebno mogoče, ampak ja, je nekaj, kar v bistvu začutiš, ko se to zgodi, ko vse drugo, ti sam daš na stran. Včasih ja, se zgodi v soboto popoldne, ko si vse naredil, pa zdaj imaš čas, pa si spočit, si sit, vse, ni treba stanovanja pospravljati, nimaš obveznosti, sonce sije in kar naenkrat se začne neko, ne vem, ščemenje v prsih in tako in se dobro začneš počutiti. Okej, lahko je tako. Včasih moraš pa tudi sam to narediti, da druge stvari daš stran, ali z meditacijo, ali z umikom v svoj svet. Svej se pol vrneš nazaj ven, ampak da narediš to neko, tako kamravlja, ki gre, ne vem, gre, pogleda, kje je sonce, gre, zrihta, kar ima zrihtati in pride nazaj. Ne? In da je to naše izhodišče, da je ta mir, da je ta praznina naše izhodišče, da je to naš dom, iz katerega gremo pol ven v svet in pridemo nazaj domov. To je dom, ne? Ta nič, ta praznina, ta mir, to je dom. Ampak to ne pomeni, da dom ni nič. Ja, tam zunaj je vse živo, ne? Bistveno več je tam zunaj kot doma. Dom je majhen, ne? Da pač razvijam to metaforo, ne? Ampak dom je majhen, ne? Svet je bistveno večji od mojega doma, ne? Ampak isto je tukaj noter, je v nas, ne? Ta dom je majčken, ne? Ampak v bistvu je nam vse. Ja. Ko si v njem, je to tisto resnično vesolje, ki je tvoje. Tisto zunanje vesolje, v njem se zgubiš, lutaš, tavaš, uživaš, ampak važno, da se vrneš v to majhno, ki pa ti pol pomeni vse. Tako da
tukaj vidim ta potencial praznine in tega niča in tega hrepenenja, ker se tudi vedno se reče, ne, hrepeniš po domu, ne. Tako je to pesniško. Ne. Ampak ja, ne, in se pol vračaš domov. Ne. In, V varen pristan. ja, zdaj eni, mislim, imamo dom, kjer živimo, pa lahko tudi ni naš. Smo najemniki v njem, mogoče stanovanje, v katerem živimo, ni naše. Smo najemniki, ampak to tukaj je pa naše. Nekdo ima lahko palačo, pa tega nima. Ja. Ne? Nekdo pa ima lahko tudi najemniško stanovanje, pa tega nima. Lahko pa ima palačo, pa to ima. Pa lahko ima eden najemniško stanovanje, pa to ima. Vse žive kombinacije so. Ampak ni to bistveno zdaj. To tukaj pa mora biti in tukaj temu je treba nekaj časa posvetiti, nekaj pozornosti v življenju. Tako gledam. No. A se ti z lahkoto usedeš dol pa meditiraš, ali imaš en mehanizem, ki se raje temu izogibaš, ampak koliko se pa usedeš, je pa wow, zakaj nisem že prej? Zelo različno. Od dneva, od vsega. V bistvu vsak dan, ko se zbudim, je nov dan in nima veze, ali sem včeraj pil pa jedel, danes moram piti pa jesti. Nima veze, kako sem včeraj to doživljal, pa 1000krat prej. Danes je na novo vse skupaj spet. Danes je spet nova zgodba. Danes moram spet to narediti. Spet moram vodo piti, moram hrano jesti in recimo meditirati. Ali pa ne. Se ni. Ampak enostavno je to, kar si do sem doživel, nima veze. Ker je danes moraš spet. Ja, če grem nazaj k ljubezenskim pesmim Boga, glede na to, da so tam in mistični pesniki in pesnice z vzhoda in zahoda, to lepo kulture povezuje. Ne? Da pol tudi ljudje lažje začutijo, mogoče, ki imajo kakšne sodbe do drugačnega. Ne? Mogoče, če malo o tem poveš, kako pa tudi razkrije to, kaj je svetega vsakemu od nas. Mislim, to je zdaj drugo že vprašanje. Moram reči, da ko sem prevajal Rumija pa Gibrana, tega je že 20-25 let, pa ta uvodinja eno knjigo, ki je v bistvu izstava od Tečinga, neka predelava, ampak zelo fajn, sem se začel zavedati, kako globoko je pač slovenski prostor prežet s tem nasprotovanjem med katolištvom in ateizmom. Da tukaj tudi na politični ravni vidimo in mediji in novinarji in klima znotraj družin in tako naprej. Da je vse zelo preveč ateistično-katoliško. In da je to dvoje tako vpliva eno na drugo, da to je en tak ples dveh ali pa neka taka bitka dveh bivolov, ki vse uničita, ki vse poteptata. Da v resnici je pa načinov življenja in življenjskih filozofij bistveno več od tega dvojega. Vse imamo tudi v Sloveniji, imamo in islamsko skupnost, imamo pravoslavce, imamo budiste, imamo Hare Krišna gibanje, imamo poln nekih verskih ločin, tudi krščanstvo se ločuje na mnogo njih in tako, ampak te dva sta pa tako res dva divja bivola, ki se tam tolčeta na vse pretegene. In v bistvu sem se začel zavedati, ko sem to prevajal, da pravzaprav to gre lahko obema zelo na živce. In ateistom, ki besede Bog noče niti slišati,
in kristjanom, katolikom, oziroma ljudem ponavadi ne, ampak nosilcem teh religij, bom rekel, farom, klerom. Ne. Recimo, enkrat sem prebral krasno knjigo Alojza Rodeta, tega škofa slovenskega, ne, ki je skrajno ideološki človek. Ne. Ampak v resnici je napisal knjigo o hinduizmu. Po moje to bilo v mladih letih, v knjižnici sem si jo sposodil, to je knjiga nekih 100 strani, fantazija. To je tako dober, ne? To je čudovita knjiga. Sam na koncu zadnje 3 strani so pa tako, ok, ampak vse do sem je bilo brez veze, ker Kristus je alfa in omega in krščanstvo je pot in cerkev je vse. Tako, ampak najprej je bilo pa 100 strani fantazije. Skratka, študiral je kakor očitno pač neko tujo kulturo in tudi zato, da bi spoznal sovražnika, ne, na nek način. In ga je zelo dobro spoznal. Ali pa pač, mislim, potem tudi vidiš, kako včasih sodelujejo med sabo te različne veroizpovedi na politični ravni, včasih pa se videti ne morejo. Skratka, vse to je pač del tega sveta. Kje je zdaj ta mistična poezija? Nič, podoben je z vsemi temi, ne? Podoben je s Hafizom, ne? Ko pridejo časi preveč, bom rekel, konzervativnosti, je to moteče, ko pridejo časi malo bolj liberalni, je to bolje sprejemljivo, ne? Se tudi konec koncev ateisti tudi posegajo po kakšnih stvareh iz duhovnega področja. Seveda jih zanima tudi duhovnost, ampak mogoče drugačno. Mogoče budizem, vem, da je priljubljen med ateisti, zato ker ne govori nikjer o Bogu. Nekdo je rekel, da to je transcendentalna prevara, da Buda nikoli ni govoril o Bogu, ampak je v bistvu vse, kar povedal, je bilo o Bogu, ne? Ni pa uporabil te besede. Ne? Skratka, različne so te veroizpovedi, pogojene so s kulturo, z marsičem, ne? Tudi hinduisti, to je hinduizem, ti si lahko samo, če si kot del tega naroda, oziroma pravijo, da nikoli ne moreš zares, tudi če se oblečeš v njihove oblačila, ne, nikoli nisi zares hindujc, ker je to tudi, skratka, imaš zelo različne te situacije po celem svetu, ne. Tudi njihova mitologija je povezana z religijo, ne. Skratka, in ja, mistična poezija je prevratniška v tem smislu. To pa zanimiva beseda. Je prevratniška, ker je ljubezen prevratniška, sama po sebi. Ljubezen, tudi ljubezen, ko med ljudmi pride, ne, zaljubljenost. Zaljubljenost te sezuje, te obrne, ti razsuje life. Ker to pomeni, da boš zdaj vse spremenil na nek način, ne? Pride in na glavo postavi stvari, ne? In tukaj je enako, ne? Tudi Jezus je večkrat bil čisto revolucionarno, ne? In se bo, ne vem, kaj, sin obrnil proti očetu in tako naprej, te njegove, ne, v imenu, ne vem, vere, v imenu Boga, ne, zaradi Boga, ne. Skratka, to je neka radikalna ljubezen, ki je prevratniška, ki na glavo postavlja stvari in to marsikomu ni všeč. Tako da, a je bilo nekaj tazga vprašanju? Super, malo sem, a sem čist šel stran, ampak ne vem. V redu je. Mislim, vprašanje je bilo, kako v meni, ko sem iz zahodnega sveta, pa če imam neke sodbe, jaz jih nimam, ampak kakšnih imajo do vzhoda, da pol to presežeš. Vse sem povedal, tako kot sem mislil, ja. Tukaj je vers iz prepesnitve, ki jo je navdihnila Mira, od Ladinskega, ne. Glas neba je tak, da mora biti tvoj zelo tih, če hočeš slišati govor Boga. A ti pomaga recimo branje mistične poezije utišati da lahko začutiš tisto, kar preseže besede? Ja, lahko. Lahko, ja.
Lahko kdaj, seveda. Kako pa kaj si zmožen slišati glas intuicije in mu pol tudi slediti? Koliko ti je to blizu? Pa jaz mislim, da delam vse z intuicijo. Sicer ne razmišljam sploh o njej, moram priznati, da te besede že nisem izgovoril po moje 20 let. Ampak mislim, da delam vse po neki intuiciji. Ne? Pa ne vem, pa se ne vem, ali je to ali res. Zato, ker hočem delati po občutku stvari. Ne? Bolj za to gre, ne vem. Hočem delati stvari po občutku. Tam, ker se dobro počutim, v tisto smer pol grem. Tako, a je to zdaj intuicija, Ja, ne vem. po moje kar je. Ja, recimo, da je to intuicija. No. Po občutku absolutno hočem živeti po občutku. Ne sam delati, pa je tudi tiste smeri, ampak živeti z občutkom. Skozi probati biti tukaj. Ja, to je to pomembno, ja. Saj ne vem, kako je to, ampak zato, ker to tukaj, to je opica. Ja. To, pač je je, to lahko razvijaš do ne vem kam, ampak še zmeraj je opica. To je še zmeraj tako, no. Feeling je pa pol tist, ki ga, mislim, oboje more biti, a ne, oboje more biti. In ne more biti samo to, ker pa je to grozen. Ker itak do neke točke itak pride do iracionalnega v sta racijo. Ne? In zdaj, če jaz to že vnaprej vem, mislim, se lahko rečem, ok, malo pozab, da je to easy. To tukaj je tudi važen, ne? Za neko ravnovesje, čustveno, ne? Življenjsko, duhovno, telesno, vse mora biti, ne moramo biti sam v glavi pri stvarih. In ja, želim v odnosih, pa nasploh v tem, kar delam, hočem čutiti, kaj se mi dogaja, kaj mi nekaj prinese, hočem probati in to je v bistvu, tukaj probaš, to je neka taka tipalka, ki reče, aha, to mi je všeč, to mi ni všeč, to je, aha, to mi paše, to mi ne paše, kaj pa vem. Ne? In to hočem uporabljati. To hočem tudi uporabljati, ne samo to. Ne? Tudi razum, seveda, hočem tudi razumen biti. Ne? Ampak razumni smo mogoče takrat, kadar imamo tudi to v sebi. Ne? Ker to tudi neki humor prinese, rabiš duhovitost. Ta tukaj ni duhovit sam po sebi. Ne? Tisočkrat sem preveril in ugotovil, da je res. Zadeve tega sveta so v resnici nič v niču. Vseeno bi morali plesati. To je vers. Se pravi, v tem je globoka modrost ali ne, kako sprejemaš ta paradoks, vse zemeljsko je minljivo, a vseeno bodi radosten in prisoten v trenutku. Kako ti te paradokse, ker vidim, da si tudi v tvoji knjigi vidno nevidne, dostikrat te paradokse uporabljal. Verjetno, da je skozi ta, kontraste in paradokse, protislovja. Mislim, protislovje je življenje samo po sebi, zato ker nas čaka smrt. In tukaj ni izjem, ne. Jim Morrison, pevec skupine Doors, je rekel, no one gets out of here alive. Ja. In ni izjem, ne. In grozen bi bilo, če ne bi bilo smrti. Smrt je krasna. Danes sem nekje prebral, naj bo smrt tvoja prijateljica. Ravno zato, in če bo smrt tvoja prijateljica, pol boš znal razumeti, da je dan nekaj vreden, da je življenje nekaj vredno. Če ne, pa ne. Drugače boš pa živel dolgočasno, prazno življenje. Kaj pa vem, smrt je opomnik, ki nam pač da smisel. Brez smrti ni smisla, življenje nima smisla. To bi bilo pol nekaj najbolj dolgočasna, večna nebesa. Ali pa vice, bolj bi bile vice, kot nebesa. Večne vice. Jaz ne bom podcenjeval nebes.
Ampak ne unih po smrti, ker s tistimi se ne ukvarjam, ampak nebesa v sebi, recimo, ne? Ampak to bi bilo pol neke vice, nič od nič, kaj pa vem. Neka druge vrste praznina, kjer tudi nobene polnosti ni. Ne? Mir je neki, ko mu daš prostor, pride in ga začutiš in vdihneš z njim, ne? In ga vdihneš. Ne? Dolgočasja pa ne moreš vdihniti na isti način. Tako da ja, smrt je zelo pomembna. Mislim, zelo pomembna. Kaj je bolj pomembno že o smrti? Ja. Danes, mislim, zadnje čase tako veliko razmišljam o smrti zaradi smrti mojega moža. Ampak ja, že na pogrebu sem rekla, se pravi, dober teden po njegovem odhodu, da sem ful hvaležna za vse, kar sva delila. Se pravi, a veš, da ne čutim toliko, mislim, se valjda skozi čutim ta tudi manjko, ker ga ni fizično, ampak ta hvaležnost se mi zdi pomembna, da tisto, kar smo imeli, ne, pa da ga spustim. Se še vedno z njim pogovarjam, no, ampak da grem naprej s svojim življenjem, se zelo trudim res in da pustim, da gre on po svoje, kjer je zdaj. Veliko razmišljam o teh stvareh. To je po moje najlepše, če lahko človek ima to hvaležnost, potem, ko nekoga izgubi. Ja. To je po moje ultimativno. Ja. To je največ. Ja, sožalje. Ni to. To so resne stvari. Ampak tako lepo, ko si povedala, sploh brez besed sem, ampak to je najlepše po mojem. To je tisto, kar pomaga po mojem človeku iti sploh naprej, ker dokler človek ne pride do tega, da reče, ok, vse je grozen, pa so se vse stvari spremenile, pa sem sam, pa sem osamljen, pa pogrešanje, pa tako naprej. In če človek na koncu ne zna reči, ampak hočem pa živeti s to hvaležnostjo. Če tega ne moreš reči, pol se tudi tvoje življenje lahko konča. Mnogo zvez je takih, Nemci imajo izraz Liebestod, smrt iz ljubezni. Ne, to se mnogim starejšim ljudem zgodi, ker so celo življenje skupaj, potem pa eden umre in par mesecev za njem še drugi. To je splošno znan pojav, tega je polno. Ampak da pa vendarle presežeš in da rečeš, jaz sem jaz, on je on, in da rečeš, hvaležen sem za te trenutke, ki so bili. In to je pa po moje tisto, ki je najbolj zdravo za pot naprej. In nekega dne se vidimo, ali kaj, pač tako je. Ampak mislim, da je to pač najbolj dragocen, tako da tukaj sem jaz tisti, ki se učim, ne tisti, ki lahko karkoli, rekel, dodam. Edini smisel življenja je lahko hvaležnost zanj. Ko ni hvaležnosti, izgubiš smisel. To je tudi en odstavkov iz knjige. V bistvu je Manca tudi rada govorila o hvaležnosti in da izrazimo, za kaj vse smo hvaležni vsak dan, ne? Zakaj si ti vse hvaležen? Ok. Hvaležen sem za življenje, za dih. Hvaležen sem za krasno ženo, krasno hčerko. Hvaležen sem za to, da smo ljudje izumili kolesa. Ja, ker od kolesariš. Zelo sem hvaležen za kolesa. Ker kolo je in za naravo, jaz imam kolo, da grem v hribe, da grem narediti 100 kilometrov v enem dnevu, ali pa 200, če je treba, in da gledam naravo in se ustavim in diham. In to je meni, ne vem, nekaj najboljšega. Hvaležen sem za glasbo. Ful sem hvaležen za glasbo.
tudi za medčloveške odnose, pa čeprav so čudni in se čudno obnašamo ljudje z mano vred, ampak sem hvaležen tudi za te stvari. Ne samo za, bom rekel, za domači krog, ali žena, hči in starši in tako, ampak tako, tudi nasploh. Hvaležen sem tudi za vse probleme, ki jih imamo med sabo. Se mi zdi, da je to vse v redu. Na neki ravni je vse kul. Vse neumnosti, pa vse ta kaos, pa vse čudne stvari, pa vse budalaštine. To je sestavni del. Saj ne vem, svet ni bil nikoli bistveno drugačen, manj problemov, manj zla, manj neumnosti. Ker je tudi lep, pa je tudi krasen, pa je tudi v vsakem človeku so dobre stvari. Vsi delajo tudi dobre stvari, tudi največji kreten, če tako rečem, pa se pravičujem kretenom, ampak tako največja budala ima neke kakovosti v sebi. To vedno, ne vem, hvaležen sem tudi za te stvari, za dobro in slabo, za temno in svetlo, za kontraste vsega. Se mi zdi, da je to še lovitnost življenja. Da rečeš, ok, vse to sprejemam. Ne 24 ur na dan, ampak to bi bilo malo prehudo. Ampak pač sestavni del je. In sprejemam tudi ta kaos. Tako da to mi tudi pomaga preživeti. Pa delati, pa iti naprej. Tako da nočem preveč soditi vse te stvari. Pač človeška družba je čudna, bila in bo in lahko me bo tudi pokončala, ampak lej, tako je, ne vem, tukaj smo in v vsem tem je nekaj človeškega. Tako da sem, Koliko verjameš, recimo, ko si rekel, lahko da me bo pokončala, pa rečva, da te bo, recimo, koliko verjameš v to, da so stvari vnaprej določene? Da recimo, ko si omenil nesrečo, pa 18 prometno nesrečo, da ti je bilo to, še preden si prišel na zemljo, namenjen, da boš to doživel, zato da, ne vem, v končni fazi te tudi porinili naprej, če zdaj eno pozitivno plat tega pogledamo, čeprav se grozno sliši nekaj takega reči, ampak koliko verjameš, da so stvari določene? Zdi se mi, da v tvojem vprašanju je zame že odgovor. Se pravi, koliko verjamem. Nisem jo vprašala, koliko veš, da je tako. In ker jaz ne vem, bi lahko kvečemu verjel. Ne maram pa verjeti. Zato na to nič ne dam. V resnici ne vem. Lahko rečem samo, da ne vem, a je določeno ali ni. Verjamem pa ne. Ena od pesmi v ljubezenskih pesmi Boga govori o tem, pa sem prvo razmišljala, ali bi načela to ali ne. Ne, sej, nič ni narobe, seveda. Ampak seveda, to so pač neke pesmi, nisem jaz prevajal. Če bi na to naletel pri Rumiju, ki sem ga prevajal, te pesmi ne bi prevedel take. Ker sem tam... Je ne bi niti noter dal. Ne bi. Jaz pri Rumiju sem si to svobodo pustil, da sem prevedel tisto, kar sem čutil, da je pravo, pa da lahko v redu prevedem, recimo. Na to karmično pa to, pa ne vem. V resnici karmo... ne ve, ne vem, lahko bi sam verjel. Lahko bi sam... Je pa logično, da so pa stvari v tem svetu, pa imajo vzrok in posledico. Ne, to pa ni... Tako da v bistvu karmo doživljam bolj kot zakon vzroka in posledice znotraj tega življenja. Kaj je bilo prej, kaj je bilo potem, tukaj pa v bistvu v to niti ne grem, ker z razumom ne moram tja seči, razum je nekaj, kar je tukaj, ker tako razumem jaz, pač, da je povezano s tem bivanjem tu zemskim. Medtem ko v občutkih, pa ko se spomnim, ko pomislim kdaj na smrt, mi je pa lepo. Jaz ne znam povedati, to je čudno. Pa ne, da bi si želel smrti, ampak tako, ne ko se spomnim, ne samo, da se ne bojim, meni je to tako, veseliš se je. Tako, yes. Vse to življenje je tudi naporno, ne, tukaj na tem svetu. Ne. Tako da, ko bo smrt, bo olajšanje. Ampak, ene stvari bo sigurno olajšanje, seveda.
Pa ja, sam pomisli, da izgubiš vse te probleme. Ja, se jaz. Ampak ni tako, mislim, to mi pomaga živeti, to mi pomaga iskati radost, to mi pomaga biti bolj aktiven, tako, ne, pa še bolj tudi vase iti in tako. Ne. Oboje, ne, vse to, ni to travma. Kot sem rekel, to hrepenenje, če imaš občutek, da ne more biti potešeno, je to neka žalostna melanholija, ki je tudi lepa. Ne. Ampak, če pa lahko imaš neko potešitev, če čutiš, da imaš lahko potešitev in jo občasno tudi doživiš, potem je pa to nekaj, kar je sladkega. In pač, ko pomislim na smrt, mi je velikokrat tako, wow, the best, koliko je to dobro, da je to tako na koncu. Tako da ne vem, se lahko, da me bo strah na koncu, ne, se ne vem, ne, tudi noben po mojem ne more reči, ok, jaz se ne bojim smrti, ne, valjda se ne veš, kako, ne. Ampak, kadar se pa spomnim na to, mi je pa kul, v bistvu. Se mi zdi pa, in kul mi je pa zakaj? Ker imam v bistvu občutek, da bom šel nazaj domov. Čist do konca domov. Ja. Zdaj grem domov v tem telesu in je super, ker imam to telo in ima to telo čutila. Pol teh čutil ne bo več. Tukaj lahko čutim, lahko tipam, lahko vonjam, lahko gledam, lahko poslušam. To je neverjetna naprava, to je neverjeten senzorna mašina je to telo, tako da kdo bi to ustvaril? To nihče ne more ustvariti. Ljudje niti travne bilke ne moremo ustvariti brez semena. Pa se mi zdaj tukaj fantaziramo o robotih, pametni inteligenci, da bojo to uživeli. Pa ti še tam ne te damo v laboratorij pa naredi eno travno bilko, pa vse znanstvenike, pa vse umetnike skupaj zbongaš, pa ne bojo travne bilke ustvarjali. Luzeri smo ljudje, mi smo nule proti tej energiji stvarjenja. Mi smo res, pojma nimamo. Toliko smo polni sebe, polni ega, sanja se nam ne, da nič ne moramo v resnici. Brez semena. Še ene travne bilke. In zdaj bi mi že robota delali, ko bojo uživeli. Pa lepo vas prosim. To je, ko damo preveč na razum, ko damo preveč na možgane, ko preveč stavimo na znanost, ko preveč stavimo na to. In ko pozabimo, da moramo živeti iz srca, kot se reče, ali pa iz tega, kar je tukaj. Spet je to beseda srce, zoparna beseda, marsikomu, nočem, ne, ampak ja, pač smrt postavi stvari v kontekst. In ja, potem nekako čutim, da bom se vrnil nazaj domov, zato ker se mi zdi, da kot da smo od nekje smo prišli in pa se bomo tja vrnili. Jaz nimam občutka, da grem naprej, da je to življenje, lahko da je, ampak jaz bom rekel, ne vem, poznam te teorije, ja, to življenje je pač zato, da zaradi preizkušenj, pa da rastemo, pa da se učimo in šele pol, ko se bomo vse to naučili, bomo pametni umrli in šli v naslednjo sfero, višjo in tako naprej, ne, so krogi karmični. Ne vem, mogoče, jaz lahko sam rečem, ne vem, mogoče. To, kar pa čutim, je pa, da grem nazaj od tam, kjer sem prišel. Jaz sem od nek prišel, zdaj sem tukaj kot Žiga, pa tega Žige ne bo več in to, kar je pa feeling, je pa, da grem nazaj domov. Ne, da grem naprej v nove svetove. Ne, nazaj domov grem. To je čist drug pogled. Ampak to je sam feeling. Da je pa otom potom. Te sem reči, da jaz tudi možu dostikrat tako rečem, kadar imam te, sploh zjutraj večkrat mu kaj govorim, da sem vesela zanj, da je tam, da mu prvoščem, ker tudi jaz tako čutim. Marsikdo mi tudi reče, se veš, da je tam boljš, tako da ja. Ja, se tisto tam je mogoče vse povsod, ne? Ja. No, kjerkoli že je. In tudi v nas. Ja. Vse to o tej energiji stvarjenja, ki nekateri rečejo Bog, pač en od predevnikov je, da je omnipotenten, omniprezenten, ne? Da je to vse prisoten, ne? Kar pomeni, da če je povsod, je in v onstranstvu, in v to stranstvu, in celo v meni, v nas. To je neverjeten. Ne? Yeah. Zdaj pa,
Kvantna mehanika se ukvarja s tem tudi z raziskovanjem. Zadnje čase zelo rad poslušam podcaste o kvantni mehaniki in fiziki, matematiki, filozofi pridejo in ko mačke okrog vrele kaše in mi je to zelo všeč. Ker zanimivo je, ker enih stvari, tudi luknja, ko prej so govorila o praznini, luknja je nekaj, kar je prazno, ne? In ti luknje ne moreš nasloviti neposredno. Ti ne moreš reči, kaj je zdaj luknja. Ti lahko rečeš, kaj so robovi te luknje, kaj je okrog. Ne? Kaj je okrog luknje. In tako jo lahko označiš in definiraš. In potem pogledaš in ja, tam je luknja. Ne moreš pa direkt reči luknja, ker luknja ni, ne? Luknja je praznina, je odsotnost nečesa. Tako kot je tudi svetloba, tema ne obstaja v resnici. Tema tudi v fiziki je tema v bistvu odsotnost svetlobe. Svetloba ima enoto, ki se reče kandela in v bistvu meri se svetloba, ne pa tema. Ti ne moreš teme zmeriti, ti lahko samo svetlobo zmeriš. In mogoče je tudi v nas to tako. Mogoče je tema samo odsotnost svetlobe. Lep stavek. Enkrat si rekel, normalen, da to pomeni biti nor po malem. Vsak človek ima v sebi nekaj norosti, posebnosti, čudnosti, kaj neprilagojenega. Pa te najprej vpraša, kaj se zgodi, ko poskušamo biti preveč normalni? Kaj pri tem izgubimo? Ko poskušamo biti preveč normalni, izgubimo igrivost. Izgubimo nekaj otroškega. Izgubimo spontanost. A ne? Zdaj, ja, včasih ljudi, ki tako probajo živeti bolj sproščeno, tudi malo neodgovorno na trenutke, označimo lahko za nore. Ne? Mislim, norost mi je v osnovi dragocena. Se mi zdi tudi vir humorja, ki je en tak dober ventil, da za vzpostavljanje in ohranjanje duševnega zdravja. Tudi humor spremljam, sploh v teh kulturnih smislih, od nadaljevank, literature, stand-up komedije, rad imam to v bistvu. No. So vsi malo nori, ne. Ampak rabimo kanček norosti, no, vsi. Se mi zdi, da je to zdravo. In da se mi zdi fino, da se je to že malo destigmatiziralo. No. Se pravi, ker včasih so pač zelo hitro nekoga označili za norega in potem ga tudi izločili iz družbe zaradi tega. Ne. Danes pa vemo, da tudi ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju, načeloma je to nekaj, kar se lahko vsakomur zgodi. Ni nekaj, kar bi zdaj pač izločili nekoga zaradi tega, oziroma ja, še se to dogaja, ampak bolj mogoče zaradi nekih nezmožnosti, ki jih začasno ali pa trajno neka oseba ima. No. Ampak v osnovi norost je pri meni osebno zaželena in tudi sam želim ohraniti kanček norosti v življenju. Žiga, najlepša hvala, da si bil moj gost in želim ti še naprej veliko uspehov pri tvojem delu in pri poglabljanju vase in do konca. Lep prehod pol. Hvala. Hvala, to je lepo. Hvala za povabilo, tudi tebi vse dobro in tvojemu podcastu in ustvarjanju literarnemu. In res, prijeten pogovor. So stvari, ki jih redko kdaj lahko sploh izraziš na ta način, ker nimaš sogovornikov za vsakim vogalom na to temo. Hvala.